Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo posebnega gosta, to je Charlie. Mislim, da ste ga enkrat že imeli priložnost spoznati, zdaj očitno noče sodelovati, ampak ja. Danes sem se odločila, da naredim na hitro eno epizodo, krajšo, glede na to, da pač danes praznujem rojstni dan in sicer 46. rojstni dan, sem se odločila, da z vami delim eno relativno osebno odločitev, ki sem jo sprejela že pred časom, ampak ja, zdaj dejansko se bo pa tudi udejanjila. Že 22. maja na dogodku MoneyHow Live sem napovedala svojo upokojitev FIRE, se pravi Financial Independence Retire Early. Ampak ja, ne gre čisto za neko poklicno upokojitev, bolj gre za to, da sem si za svoj rojstni dan podarila darilo, o katerem pravzaprav pogosto predavam. In sicer to je svoboda, da delam pač karkoli pač želim početi. Tako da s 1. augustom se v bistvu pravzaprav zaključuje moja pot kot odgovorna urednica na slovenskem digitalnem uredništvu in pa Bloomberg Adrie, kjer sem delala tudi kot urednica regionalne vertikale finančni trgi na 5 trgih, Slovenija, Hrvaška, Srbija, Severna Makedonija in pa Bosna in Hercegovina. Lahko pa rečem, da sem tudi izredno v bistvu kar ponosna, da sem izpeljala enega izmed bolj logistično zahtevnih projektov in sicer revija Bloomberg Business Week Adria, kjer sem bila dobro leto odgovorna urednica. Lahko rečem, da je bilo zadnjih par let, 3 leta in pol se mi zdi kar precej zanimivih, bilo je zelo intenzivno in v bistvu sem zelo hvaležna za to izkušnjo in pa seveda tudi sem hvaležna in se zahvaljujem ekipi, ki je pripeljala v bistvu pravzaprav ta projekt Bloomberg Adria v regijo. V glavnem, po 20 letih pač dela za druge, sem se nekako odločila oziroma začutila, da je pravi čas, da delam za sebe. Tu pravzaprav ni nekih omejitev, kaj smeš in česa ne smeš, ni pravzaprav omejitev v razpolaganju s časom, denarjem, znanjem, izkušnjami, enostavno je svoboda in dejansko je tudi meja nebo. Ker ni omejitev, so pa na drugi strani, so pač neke druge zadeve na drugi strani, se pravi, ni neke stabilnosti, večja so tveganja. In tako kot pri investiranju je tudi v življenju, pravzaprav, ker ni nobenih garancij, je treba se naučiti obvladovati tveganja. Zdaj, marsikdo bo vprašal, kako pa to narediš. Ja, da lahko živite tako, kot želite živeti, je seveda med drugim potrebno imeti neko finančno zaledje. Ni edina stvar, ki je pomembna, je pa zelo pomembna. Razlog je pač ta, da v bistvu padete, če padete ali pa ko padete, v bistvu pristanete na neki blazini. Ne? Zato jaz sem v bistvu nekak zagovornik dolgoročnega, sistematičnega investiranja. Res ne verjamem v neke instant zaslužke, danes videvamo vse pa vsod, vsi bi neki zelo na hitro, gremo tradanje vam bo prineslo bogatstvo, nič ne rabiš znati in tako dalje. Jaz pač v to ne verjamem. Verjamem pa v sistematično in disciplinirano investiranje skozi dobre in slabe čase. To boste videli tudi potem v nadaljevanju, pač izsek iz uvoda, ki sem ga imela na MoneyHow Live, kjer sem v bistvu predstavila, kako je bilo leta 2008, ko je predvsej bil velik pesimizem v Sloveniji, ne samo Sloveniji, po svetu in nihče ni hotel slišati za borzo. Boste videli potem v nadaljevanju, kako sem jaz izkoristila to priložnost. Skratka, jaz vedno, ko predavam, razmišljajte o tem, kako boste namenili 10%, vsaj 10 ali pa 20% svojih dohodkov dolgoročnim ciljem. Ampak jaz moram priznati, da sem temu cilju, tem dolgoročnim ciljem, ker moj cilj pravzaprav ni bila nekako varna ali pa stabilna upokojitev, ampak vedno ta pač
to, da enostavno, kako ne rečem po domače, ne rabiš pogledati, koliko imaš v denarnici, zato da lahko živiš. Ne? In v zadnjih 20 letih sem praktično skoraj celotno obdobje investirala recimo temu kar 2/3 svoje plače oziroma širše dohodkov. Plača, iskreno povedano, že dolgo ni moj edini vir dohodkov, je le eden izmed virov in ko plača ni več najbolj pomembna postavka na TRR-ju, je to še en od signalov, ki ti nekako govorijo, da je treba ubrati drugo pot in da je čas za spremembe. Spremembe vnašajo negotovost, spremembe vnašajo, se mi zdi, pri ljudeh nek odpor. Zdaj, jaz moram iskreno priznati, da zelo dobro funkcioniram v okolju, ko stopim izven cone udobja. Zaradi tega, ker se nekako sprožijo preživetveni nagoni, ali kako bi temu rekla. Enostavno, možgani delajo drugače. Iščejo rešitve. Itak iščejo stalno rešitve, ampak ko si ti v coni neudobja, je drugače. Ne? In to sem prvič pravzaprav okusila po 12, 13, 15 pravzaprav letih dela na časniku Finance, ker sem zelo dolg časa zbirala pogum, da sem šla stran. Zelo, zelo dolg časa. In mislim, da je bila to ena izmed boljših potez v mojem življenju, ker sicer ne bi nastal MoneyHow. MoneyHow je pravzaprav nastal, ker sem se spraševala, rekla sem, ok, jaz imam toliko akumuliranega kapitala v znanju, kaj naj s tem znanjem naredim. In je nastal MoneyHow. Če bi vztrajala v tisti coni obdobja, ker sem imela status, imela sem naziv, imela sem relativno ok plačo, vprašanje, če bi se premaknila in kako daleč bi se premaknila, če bi se sploh. Ne? Mogoče bi še zdaj delala tam, ampak vprašanje, koliko bi bila zadovoljna in srečna. Ne? In ja, velikokrat slišim od ljudi, ko se pogovarjam, ja, ko bo prišel pravi čas, potem pa začnejo, ne vem, kupil stanovanje, zamenjal službo, mogoče se celo ločil, odšel na svoje, imel otroka, vzel sabatikal in tako dalje. Ampak ja, čas je omejen, živimo pač omejeno časa na tej zemlji, 24 ur ima čas in v tudi epizodi, ki jo boste potem v nadaljevanju slišali, pravim, da tudi če si multimiliarder, ne moreš kupiti niti sekunde časa. In marsikdo obžaluje, da si ni dovolj biti srečen, da si ni dovolj biti bolj pogumen, drzen in to obžalujejo. In jaz ne želim tega obžalovati in mislim, čutim, da je pravi čas, da naredim korak naprej. Vsem, ki sodelujejo pri projektu MoneyHow, se seveda iz srca zahvaljujem. Projekt ne bi bil tako uspešen, če ne bi bilo vas. Tako da iskrena hvala. Iskrena hvala tudi vsem, ki spremljate MoneyHow. Velikokrat dobim vaše sporočila na različnih kanalih, bodisi preko maila, bodisi preko družbenih omrežij, da vam je MoneyHow spremenil življenje. Da, in spremenil je tudi moje življenje. Zato je čas, da gremo naprej. In upam, da boste tudi vi šli z menoj naprej. Tako da, uživajte v poslušanju tega uvoda in pa o razlogih, ki so pravzaprav pripeljali konec koncev tudi do te odločitve. Poslušajte MoneyHow, res vam ne bo žal. Dober dan, dobrodošli na MoneyHow Live. Lepo vas je videti v takem številu. Vesela sem, da ste si danes vzeli čas za naš dogodek. Hvala tudi spoštovanim udeležencem okroglih miz, da ste se vzeli čas za MoneyHow. Preden gremo seveda na današnji dogodek, bi vas rada prosila, da odgovorite na eno vprašanje. In sicer, samo sekundo. Če bi bili brez finančnih obveznosti, brez finančnega stresa, če bi imeli zadosti finančnih prihrankov, ali bi še vedno delali v službi, kjer ste trenutno zaposleni?
To je en mini eksperiment in nihče ne bo vedel, kako ste odgovorili, je anonimno, tako da nič skrbeti. Ja, in medtem, ko vi odgovarjate, bi rada z vami delila v bistvu eno osebno odločitev, ki sem jo sprejela pravzaprav nedavno in bo tudi vplivala konec koncev na prihodnost Money How. Dostikrat mi pišete, me pocukate za rokav tudi danes, da vam je Money How na nek način spremenil življenje, da ste zaradi Money Howa začeli bolj aktivno upravljati s svojim denarjem, s svojim premoženjem in to me zelo veseli. Nekateri ste tudi zaradi Money How začeli z investiranjem. Veseli me, da ste našli neko dodano vrednost v Money How. Money How je pa tudi spremenil moje življenje. Zato sem tudi sprejela odločitev, da se upokojim. Ja, vem. Gremo preveriti rezultate. Se pravi, da, še vedno bi bili zaposleni v službi, ker delate, kar je zelo okej, ne? Ne, se pravi, mogoče tudi za vas čas za penzijo, a ne? Mogoče, okej. V redu, zanimivi rezultati, najlepša hvala. Ja, zdaj, kaj pravzaprav pomeni ta moja upokojitev? Verjetno ste zaslišali za FIRE, Financial Independence Retire Early. Zelo veliko o tem govorijo naši mladi 20-30-letniki, da bi se radi kot multimilionarji upokojili pri 35-45. Statistika je precej klavrna in sicer 2% v starosti od 45 do 50 leta se dejansko uspe doseči ta status FIRE, medtem ko 11% v starosti od 55 pa do 60. To so podatki, ki veljajo za Ameriko, pri nas te statistike ni. In kaj pravzaprav pomeni FIRE? FIRE pravzaprav pomeni, da v bistvu se v zgodnji mladosti odpovedujemo neki pretirani potrošnji in pa večino svojega prihodka investiramo, zato da se potem lahko prej upokojimo. Zdaj, meni se zdi smešno, da se človek pri 45 letih, jaz bom letos stara 46 let in se nikakor ne znam predstavljati, da bi pri svojih 46 letih šla v penzijo. 30 let imamo pred sabo še aktivnega življenjskega obdobja in se mi zdi to kar malce smešno. Sploh zato, ker smo v teh letih, v tem obdobju, smo pravzaprav v najboljšem življenjskem obdobju. Za sabo imamo 20-25 let delovnih izkušenj in penzija absolutno ne pride v poštev. Zato sem precej razmišljala o tem, kako sploh v bistvu to ubesediti. To pravzaprav ni penzija, to ni upokojitev, ampak je osvoboditev, da lahko počneš točno to, kar želiš. Moram res priznati, da sem veliko v zadnjem času razmišljala o dimenziji časa. Kje smo, kam gremo, kaj si želimo, česa si ne želimo in dejstvo je, da je čas omejen. Samo 24 ur na dan imamo in tudi, če ste multimiliarder, ne morete kupiti niti ene sekunde. Zato je zelo pomembno, kaj počnete, kako investirate svoj čas. No, in ko sem delala analizo sama pri sebi, sem ugotovila, da 10 ur do 12 ur na dan zapravljam oziroma namenjam svoj čas za delo, ker pravzaprav imam kar precej nekih omejitev in me ne navdaja z nekim navdušenjem in nekim zadovoljstvom, vsaj ne več. Potem imam na drugi strani Money How, ker delam za ta projekt, ker mi drugače ne preostane več časa, par dni na teden in to delo me dejansko navdaja z nekim navdušenjem in predvsem, kar je pri meni, pri takem profilu, kot sem jaz najbolj pomembno, je to, da sem lahko brez omejitev, se pravi, kreativnost ima svojo pot in to se mi zdi zelo pomembno. Rada bi poudarila, da ta odločitev ni z danes na jutri bila sprejeta. Tukaj v ozadju je neko planiranje in za svoj 46. rojstni dan sem si pravzaprav podarila zgodnje darilo in to je svoboda, da lahko počnem to, kar si pravzaprav tudi najbolj želim. O tem, kar se danes govorim,
to pravzaprav jaz že nekako predavam, mislim, da že 20 let. Še tisti, ki ste me na Financah spremljali, ste dostikrat slišali, da sem rekla, pomembno je, da poskrbimo za finančno zaledje, zato da lahko sprejemamo svobodno življenjske odločitve, kakršne koli to so. In točno o tem sem tudi govorila na TEDxu. Samo sekunda. Evo, na TEDxu sem govorila o tem, zdaj se mi je res idealna priložnost, da spregovorim malce o moji definiciji potovanja skozi čas. Spodbudila sem vse in tudi vse spodbujam, da razmišljajte o tem, kje želite biti čez 5, 10, 15, 20 let. In mislim, da vam to ne bi škodilo oziroma ne bi vam bilo žal, če bi se posvetili raziskovanju pač tega. To so pravzaprav vsi naši življenjski cilji, jaz jim pravim tudi naložbene destinacije. In zavedam se, da je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kje bomo čez 5 let, ampak mislim, da se splača potruditi in da ste pri svojem doseganju tega cilja tudi disciplinirani in pa, da se tega lotite seveda sistematično. Kaj hočem s tem v bistvu povedati? Dostikrat smo ujetniki in to tudi dostikrat dobim od ljudi, ki poslušajo Money How. Ujetniki smo kreditov, danes je z nami prodajalec kreditov, ne? To je njegova funkcija, tako da ujetniki smo slabih odnosov, ujetniki smo tečnega šefa in enostavno vse to se compounda, se pravi, to je ta izraz, ki ga dostikrat jaz uporabim, nalaga obrestni račun je v svetu investiranja, compounding, stres na stres, izgorelost. In danes imamo situacijo, ko so 35-letniki izgoreli. Ne, tako da tle se mi zdi pomembno, da se malo ustavimo in da se vprašamo, kje smo in kam gremo. Tukaj bi vsem še rada omenila eno zadevo, ki sem jo omenila tudi na TEDxu. Večina nas se zelo veliko osredotoča na kratkoročne destinacije, kratkoročne cilje. Prepričana sem, da vsi že veste, kje boste poletje preživeli, vse ste si splanirali, točno veste, koliko denarja boste namenili za ta cilj. Zelo redki se pa ukvarjajo z počitnicami, ker bomo preživeli pravzaprav največ časa, 20 let, 15-20 let in to je naša penzija. In seveda vsi na tej destinaciji želimo biti srečni, zdravi in finančno preskrbljeni. In statistika danes je katastrofalna. 40% upokojencev more preživeti z 800 evri ali manj in demografija je precej neugodna, zato se mi zdi pomembno, da razmišljamo o teh ciljih. Zdaj bom še omenila enega gospoda, ki ga verjetno vsi poznate, Warrena Buffetta. Vem, da ga marsikdo od vas pač mogoče ne mara iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak ta gospod je star 94 let, sedi na skupščini in ure odgovarja na vprašanja malih vlagateljev. Nima veze, koliko ima v portfelju koliko v portfelju ima teh delnic Berkshire Hathaway, odgovarja na čisto vsa vprašanja. Ta gospod je veliki modrec in veliko stvari je dal skozi. Ena pomembna stvar pri njemu je tudi ta, da je že pri 12 letih ugotovil, kaj pravzaprav želi to početi in za njega upravljanje portfelja in investiranje nikoli ni bila služba. Povedal je pa eno zelo dobro misel in jo želim z vami deliti. In sicer, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. In to je bistvo dolgoročnega planiranja. Če želite sedeti v senci, morate posaditi seme. Nekdo mora posaditi to seme in jaz menim, da ste to vi, ki morate posaditi seme. Ne vaš šef, ne država, ne vaš partner, ampak mislim, da je to naloga vseh nas, ki smo danes tu, ali pa če širite to idejo, mogoče še naprej. Enako želim tudi seveda to za moje otroke. Imam še eno slikco za vas. Tudi njim
tudi za njih si želim si, da bi živela finančno svobodno življenje, da bi bila pri sprejemanju življenjskih odločitev čim bolj svobodna. To je moj sin, Mark, na naslovnici revije Moje finance. Jaz sem bila takrat novinarka na časniku Finance, potem še urednica in odgovorna urednica Mojih financ. Ta naslovnica je nastala julija 2008. Sami veste, kaj se je takrat dogajalo. Takrat je bila finančno-gospodarska kriza, drama, panika, borza je na tek, to sem poslušala praktično vsak dan. Naročnine so strmoglavile, jaz sem se pa ukvarjala s tem vprašanjem, kako izkoristiti moment in kako v bistvu oplemenititi prihranke za to, da lahko potem svobodno sprejemamo odločitve. Tako da, to je ta naslovnica, v plenicah pa bi služil. Zdaj bom pa povabila mojega sina, Marka, danes je 18 let star. Investiranje definitivno ni na prioriteti, visoko na prioritetni listi. Bom čisto iskreno povedala. Mark je za 18. rojstni dan dobil darilo denar, mogoče zelo neosebno, ampak ta denar ima nek razlog in nek cilj. Dobil je denar in navodilo, da odpre trgovalni račun in investira v razpršene košarice. To, kar praktično tudi jaz konstantno govorim na Money How, seveda tudi prenašam na svojega otroka. In jaz bi rada zdaj povabila Marka, da se mi pridruži na oder. No, Mark je bil rojen, kot sem rekla, v času finančne gospodarske krize, ko je seveda se tega ne spomni, a ne? Ampak jaz mislim, da vsi otroci, stari to kot je Mark, čutijo posledice tega strahu, ki so ga doživeli starši na borzi in so se ustrašili, niso hoteli več investirati. To mislim, da praktično čisto vsi investitorji lahko povedo iz naše finančne panoge. In zdaj, ko je vstopil v polnoletnost, je spet stopil v neko tako čudno obdobje, polno negotovosti, nihajnosti. Pa bi te vseeno, Marko, vprašala, kako si se ti počutil, ko si prejel ta denar in kaj si potem s tem denarjem naredil, kakšne so bile tvoje poteze? Čak, rabiš mikrofon. Ja, ko sem pač dobil ta račun in denar, naprej sem imel tako občutek svobode. Vsak otrok, najstnik si nekako sanja, da bo dobil neko svobodo upravljanja s svojim denarjem in v prihodnosti, da bo kupoval stvari, ki jih hoče in podobno. Ampak potem, ko to resnično doživiš, pa pride strah in negotovost. In to se je v bistvu zgodilo tako prvič, ko sem začel investirati. Je bil ta velika, korekcija, kako se imenuje. In sem bil zelo zafrustriran, ker pač sem šel v obdobju, ko je bilo to dovolj pač visoko in potem je kar naenkrat padlo. In sem to frustracijo nosil, ampak potem sem v bistvu videl nekakšne dobre plati tega padca in vsake situacije in sem se nekako prilagodil, kakor se v bistvu vsak more v tej situaciji. Moje prve investicije so bile te skladi, ja. Ni prioriteta, sem povedala takoj na začetku. In potem, če smem tako malo osebno, sem videl to, kar se dogaja v Ameriki in sem se odločil potem investirati v druge trge, v evropske sklade, evropske sklade večinoma in potem tudi v azijske, ampak ja. Evo, odlično. Mark, najlepša hvala, da si delil svojo izkušnjo. No, v glavnem, to ni prvi javni nastop od našega Marka. Mark je bil nedavno povabljen tudi na RTV Slovenija v neki mladinski oddaji, kjer so govorili o spolnosti med najstniki. Torej, obdelal je kar nekaj tabu tem, denar in seks. Nekaj, kar težko rečemo za Denisa Avdića, ki bo danes tudi z nami, ki zelo rad govori o seksu in pa premalo o denarju. Potem bomo mogoče malce več kaj povedali na to temo.
Kaj pravzaprav zdaj vse to pomeni za MoneyHow? Jaz mislim, da boste dobili še več neodvisne vsebine. Jaz mislim, da naš slovenski prostor potrebuje en tak projekt, kot je MoneyHow. Kot veste, na MoneyHow povemo tako, kot je, brez cenzure, brez nekih olepšavanj, dostikrat tudi verjetno se tudi malo pritožite, brez avtorizacij. Mislim, da je neodvisni content zelo pomemben. In MoneyHow je tudi družbeno odgovoren projekt in menim, da blaginja družbe kot take je odvisna tudi od blaginje posameznika, zato bi moral biti naš skupen cilj, da skrbimo za to našo finančno kondicijo. Več o moji poti bom posnela kakšno epizodo, pa boste slišali, pa mi boste poslali kakšno vprašanje, če vas bo zanimalo. Tako da jaz predlagam, da gremo kar naprej na našo vsebino. Tako da bi z veseljem povabila na naš oder Blaža Brodnika, predsednika uprave NLB, in Draga Kavška, člana uprave Petrola.